Pozdravljeni. Včeraj smo govorili o adventnih svečkah. Predvsem pa smo se dotaknili prve in njenega pomena. Kaj pa ta okrogel zelen venček, na katerem stojijo vse te naše svečke? Ali ima tudi on pomen? Seveda ga ima. Tale krog zelenja predstavlja večnost, neskončnost. Naj probam razložiti takole. Vsem nam je bilo že kdaj hudo. Bilo nam je težko pri srčku. In potem je prišla mamina ali očkova topla dlan, njun topel objem. In potem v tistem je vse slabo izginilo. Bili smo pomirjeni in nismo se želeli odviti iz tega objema. Tako nam je bilo lepo. In potem čez čas nam je bilo morda spet hudo. In spet je prišel tisti topel objem. In takšno neskončnost predstavlja ta naš venček. Neskončnost našega Boga. Njegove ljubezni, ki je brez začetka in konca. Ki nas vedno objame, da nam je potem lepo. In to zelenje, ki ga spletemo v venec, predstavlja svežino. Novo življenje. Daje nam upanje za prenovo. Daje nam upanje, da lahko odpravimo vse slabe reči iz našega življenja. To je tisti občutek, ko smo v objemu in si mislimo, saj bo. Trudil se bom. Vse bo še dobro. Sedaj pa prisluhnimo zgodbici Karla Gržana in kaj nam ima o tem povedati. Jokati. Pomladni dež je obujal naravo v življenje. Ko se je Jaka povzpel k hišici na drevesu, Ema je sedela v kotu. Vsa zamišljena se je zazrla v Jaka. Živjo, Ema, kako si? Dobro, je rekla in se še bolj stisnila v kot. Jaka se je zdrznil. Emin glas je bil spremenjen, kakor da joče. Sedel je k Emi na tla. Nisi dobro, je rekel čez čas. Že v šoli sem videl, da nisi dobro. Zakaj mi ne poveš po resnici? Ema je molčala. Moj oče pravi, je Jaka prekinil molk, da si manj sam, če si iskren in drugim zaupaš, kaj te boli v srcu. Ema je še kar molčala. Saj ne moreš zaupati vsem, prijateljem pa že lahko. Ema, saj sta prijatelja, kaj ne? Je vztrajal Jaka. Ema se je ozrla k Jaku. Videl je, kako so ji solze napolnile oči, potem pa je bruhnila v silovit jok. Ema, kaj je? Kaj se ti je zgodilo? Ema pa je samo jokala. Jaka je spoštljivo umolknil in ves sočuten sedel ob svoji prijateljici. Na strehi hišice, sredi drevesne krošnje, so dežne kaplje pele svojo melodijo. Emin jok se je spreminjal v hlipanje in potem v molk. Ema, kaj se ti je zgodilo? Je Jaka čez čas bolj šepnil, kakor izrekel.
Ema se je vsa solzna obrnila k njemu in rekla: Saj to je najhuje, da sploh ne vem. Ne vem, zakaj jočem. Nič takega se mi ni zgodilo, kar prišlo je. Tako čudno v duši. In je spet zajokala. Ema, ne jočejo samo oblaki. Včasih zajočemo tudi mi, je rekel Jaka. Ema se je odhlipala in se globoko zazrla v prijatelja. Ampak zakaj? Ne vem. Moja mama pravi, da se stvari naberejo. Drobne stvari. Drobne stvari, ki te prizadanejo. Ena na drugo, in ko je preveč, potem jočeš, je Ema dokončala misel. Kot oblak. Ko nosi preveč, potem joče, je potrdil Jaka. Moja mama tudi pravi, je nadaljeval, da je dobro jokati, ker se skozi solze umije naše srce. Je govoril Jaka prijateljici in si želel, da bi solze odnesle njeno žalost, ki je še bolj žalostna, ker jo ne razume. In kaj še pravi tvoja mama? Pravi mi, da moramo tudi fantje jokati. In da je lepše in lažje, če takrat lahko jočeš ob tistem, ki te ima rad. Pravi, da so solze biseri, ki jih podarjaš prijateljem. In ko ti je biser podarjen, potem veš, da ti je dal prijatelj največ. Ker je v biseru, v solzi zapisana zgodba njegovega srca. Tudi če je sam ne razume. Tudi če je sam ne razume. Moja mama pravi, da ljudje malo razumemo in veliko čutimo. Ali pravi tudi, da smo težki sami, ko smo žalostni? Je vprašala Ema. Tega ne pravi, je rekel Jaka. Samo objame me in mi je lažje. Ema je globoko vzdihnila. In tudi Jaka je zavzdihnil. Veš, Jaka, lažje mi je. Zdi se mi, da sem morala jokati. Ob prijatelju, je dodal Jaka. Jaka, če ti bo kdaj težko, lahko prideš jokat k meni, je rekla Ema. Prijatelja sta se nasmehnila drug drugemu in v njunem pogledu se je iskrila hvaležnost. Ko sta se spuščala s hišice na drevesu, so se dežne kaplje zaiskrile v žarku sončne svetlobe. Ema, sedaj smo v mavrici, je rekel Jaka. Ko posije sonce v solze oblakov, nastane mavrica. In ko posije prijatelj v tvojo žalost, nastane tudi mavrica. Mavrica v srcu, je dodala Ema. Nebo ni več jokalo, ko sta Ema in Jaka stopala proti domu. Sonce je zažarelo v zgodnji pomladni dan. Ljubi moji, dovolimo si jokati. Kot je rekel Jaka, solze so biseri, ki jih podarimo prijateljem. In ko ti je biser podarjen, potem veš, da ti je dal prijatelj največ. Ker se v biseru skriva zgodba njegovega srca. Ampak v tem mesecu bodimo kot mamice in očki, ki nas objamejo, ko nam je težko. Tudi mi objemimo druge, ki jim je hudo. In ne vem, pokličite jih, napišite jim voščilnico, zapojte jim pesmico. Zato, da bomo na koncu vsi v veselju pričakali našega super junaka. Lahko noč. Dobri Bog, res hvala ti za ta današnji
zapisal si ga v svojo dlan. Blagoslovi naš počitek, zdaj gremo vsi spat. In hvala ti, ker nas imaš neskončno rad. In hvala ti, ker nas imaš neskončno rad.